Ja, danes je prav poseben dan, 200 smo zaokrožili, ne? 5. aprila 2025. Dober večer, ura je točno 20. Upam, da ste predelali stvari, ki sem jih malo povedal. Imam pa seveda zdaj za vas vprašanje ali pa izzivno, če ima kdo kakšno pripombo, ima kdo kakšno idejo, bi kdo kaj k temu, kar smo prej povedali, dodal, zdaj, ki je razmišljal 10 minut? Moje mnenje je, da moramo v bistvu teme pogledati z več zornih kotov, a ne? Kaj se vam zdi? Absolutno. Hvala. Hvala. Kaj pa Borut pravi? Pa Dolores, pa Dušan? Da vas malo izzovem. Mateja, Milena? Robi? Halo, Ja, ja. živijo Borut. Živijo, povej Borut, ja. Ja, tole je bilo res, kar zgovoril, ne, to, kar so počeli, to je bilo podano, kar so po bolnicah delali, pa plesali, pa žurirali, pa mislim, to je nenormalno, pa nedopustno. V času, v katerem se je dogajalo, ne? Ja, koroni, ja, kao, ne. Tako da bi to je kot da bi veselico na pogrebu naredil, ne, tamle na grobu. Ja, in jaz takrat sem dobil tak občutek, ne, zakaj je toliko ljudi takrat pomrl, zakaj so nam blokade dali, da ne smemo notiti, nismo imeli dostopov do sorodnikov, do znancev, do tega, ne. Ker dobesedno, kakor sem jaz raziskoval, oni so jih za tem to kisikoterapijo ali kar so delali, ne, jaz imam tak občutek, da je bil to smrtonosen plin. To je bilo vse preštudirano naprej. Tako je. Vse naprej. Na teh respiratorjih pa toliko so bili in to je ta genocid, to je groza od groze. Mislim, narod, kjer se to zaveda, kjer pozna zdravstveni sistem, to je ta gnev noter, se bi zdaj le nekaj rekel kruto, pa mraj si. Ni potrebe, ker je sama po sebi tematika tako huda, da ko pogledamo nazaj in zdaj, ko pogledamo naprej, se spet isto dogaja, ampak v drugi sliki. Ja, v drugi sliki pa v drugi podobi. Samo platno je od zadaj zamenjano, slika je pa povsem ista, ne, na drugih nivojih. To, kar dela Evropska skupnost oziroma te vodje evropskih, von der Leyen, pa ta gnev, golazen satanisti, mislim, to so res, mislim, kako narod to lahko še gleda. Res, kako lahko to sploh še gleda. Kako da se narod ne zbudi. Ne vem, skrb, da nastopimo in steramo to dol. Ljudje so odvisni, a ne? Ljudje so odvisni od financ, ljudje so odvisni od kreditov, ljudje so potem tudi v neki točki zavezani, ne samo v službah, ne samo na funkcijah, ampak so zavezani tudi s prijateljstvi, zelo globoko, magično celo, če smem tako reči. In če nekdo se izneveri, mu grozi smrt. Tako globoko. Ja, veš, jaz pravim, tako še zmeraj sem tisti, če bi to skupinsko nastopali, je njihove igre v trenutku konc. Samo masa bi mogla, pustimo kredite, to bi vse padlo, ljudje bi bremen fertik glede kreditov, glede obveznosti, ker to je vse bogatenje bogatašev, da folk tako ne stiskajo v kreditah pa to. Če bi se pa narod vas dvignil, pa ne morajo oni kredite vsem stirjati, ne morajo, to se sistem takoj podere, pade, sistem pade. Mislim, to se folk ne zaveda. V 14 dnevih pade vse. Veš, koliko sem jaz mojo zgodbo povedal, takrat sem bil pri tebi, recimo, sam tok, ne, korupcija na občin, zakaj sem jaz brez službe ostal. Hvala Bogu, da je do tega prišlo. Jaz sem ful sem dozoril, strah me ni. Česa te bo strah? Česa te bo strah? Koga? Sem se izpostavil, pošteno izpostavil, povedal problem, ki se še danes, da ta problem moleče, kar rekel tifus družbe, ampak to narod še kar gleda. Še kar. Torej, hvala Boru za tvoje mnenje, evo, čudovito.
Mogoče bom jaz dodal samo še to, če se spomnite, event 201, ki je bil v 19. letu, tik preden se je začel ta korona, ko so naredili tisto simulacijo virusno v New Yorku, in takrat je nekdanja direktorica CIA, ki so jo vprašali na tem eventu, kaj je bolje, da se v času epidemije, če pride do nje, ki so jo simulirali, izključi internet in se ljudi pusti samo z vladnimi obvestili, brez da imajo ljudi stik med sabo, ali je bolje, da se internet pusti odprt. In veste, kaj je odgovorila direktorica? Odgovorila je, pustite internet nedotaknen, ampak ko pride situacija, kot takrat so že vedeli, da bo, je rekla, naredite poplavo informacij, ker če je poplava informacij, se ljudje zgubijo. In ko je poplava informacij, 10 ljudi zgrabi za to, drugih 10 za to in tretjih 10 to, in je družba takoj se pravi razdeljena, in potem se ljudje eni kregajo za to, eni za to, in je družba tako na nek prefinjen način razpade. In to je to, kar si ti lepo povedal. Imeli smo premalo informacij, vse nas je presenetilo, ampak zdaj po 5 letih mislim, da smo kar skapirali, zakaj gre. Moram pa povedati, da gre za sporedna vesolja. Pri tej poplavi informacij, gre za vesolje prava, gre za medicinsko vesolje, gre za vojaško vesolje, gre za komunikacijsko vesolje, gre za medmrežno vesolje, gre za vesolje psihologije, odnosov in druge stvari. In znotraj tega se je dejansko težko znajti vseh teh informacij. Glejte, ko smo nocoj pri tej tematiki, jaz bom kar nadaljeval, ponavadi nastavimo problem v društvu, ampak kot vam je znano, skušamo dati vedno neko rešitev. Najtežje je meni, ko nekoga poslušam 2 uri, ki izpostavlja problem, pa ne da rešitve. Torej, jaz v življenju sem se naučil, da imam problem in ga skušam analizirati, ga skušam preštudirati in v tem pogledu dati rešitev. Mnogo ljudi je pogruntalo, ki imajo problem, ki se na kakšne stvari ne spoznajo. Gospod Mihajl, kako bi to pa to? Spravi, jaz imam eno idejo, to je dobro seme, meni je to funkcioniralo ali pa tudi ne, ampak je ideja, ki jo podelim z velikim veseljem z ljudmi. Z velikim veseljem. In ob tem seveda se tudi izustrim, kaj naučim, in to seme ima vsako leto več dodatnih semen. In ko sem prej govoril, fight that korona, borba proti koroni, pa v tej pesmi, pa o vsem tem psihološkem naporu in ob vsem tem, kako se lahko proti temu borimo, pa ne samo proti koroni, ampak vse, kar zdaj prihaja, kar se pripravlja, pa naj si bo to zakonodaja, naj si bo karkoli. In jaz sem tukaj o priliki našega današnjega prazničnega 200. srečanja članov Društva za srečno življenje Belis, ko se zbiramo na ta čas, bom rekel, ki nas je res zaznamoval, čas, ki ga mnogi pomnimo kot pandemijo in je zamajal te temelje našega bivanja v bolečini, agoniji in izgubah, ki so se dotaknile vsakega izmed nas. In to je boleče. Lejte, ob tej priliki smo se spomnili preteklih izzivov in okrepili naše zaveze temeljnim vrednotam. To je čas, da se posvetimo konkretnim korakom, s katerimi lahko vsak dan živimo srečnejše in bolj izpolnjeno življenje. Glejte, naša načela v statutu, brezpogojna ljubezen, matematična logika, naravni zakoni. Veste, da vam povem, to ni samo neka abstraktna ideja. Zaradi teh stavkov smo mi spremenili miselnost v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše v Evropski uniji in tudi v svetu. Samo zaradi teh stavkov. Ponavljam, brezpogojna ljubezen, matematična logika, naravni zakoni. In to ni samo neka abstraktna ideja. V tem je moč, da se upreš fiktivni ideji, da se odpreš nelogičnim stvarem in da odpustiš tam, kjer drugi pričakuje, da ga boš udaril nazaj. To je naš kompas, ki nas usmerja na poti. A veste, kaj bom rekel? Ne samo k blagostanju, ampak k notranjemu zadovoljstvu, sreči in moči. Zato bi vas spomnil, a se spomnite
deklaracije Društva Belis in zaveze. In to ne ponuja le splošnih nasvetov, ampak praktične smernice, ki izhajajo iz naše filozofije, iz našega poslanstva in so prilagojene izzivom današnjega časa. In zdaj so te stvari zelo pomembne. A ne? Prvič, negovanje brezpogojne ljubezni. To je, ima 4 točke. Empatična komunikacija. V vsakodnevnih pogovorih se potrudimo resnično poslušati drugega, razumeti stališča, izražati sočutje, če ravno se ne strinjamo. In ne sodimo prehitro, ampak poskusimo videti tudi svet skozi oči drugega. To je umetnost. To ne pomeni, da se moram strinjati jaz s tem človekom, ampak da spoštujem čist preprosto njegovo človečnost, tudi njegovo motenje, tudi njegov narobe, njihov način razmišljanja in ljudem skušamo na tak način predstaviti potem skozi tak pogled tudi naš pogled in zahtevamo potem seveda enako spoštovanje do nas, kot mi do njih. Druga točka je hvaležnost kot praksa. Hvala, da ste se danes udeležili srečanja. Hvala, da ste danes prišli. Hvala, da ste napolnili mizo, da bomo lahko potem tudi kaj pojedli. Hvala vsem vam, ki darujete za društvo, ki zdajle smo res rabimo. Hvala vsem, ki kakorkoli pomagate in nam stojite ob strani. In ta hvaležnost, gledajte, vzemimo si trenutek, da se zavedamo in izrazimo hvaležnost za dobre stvari v našem življenju, pa naj bo še tako majhna stvar. Naj bo pogled, nasmeh, naj bo karkoli. In tako lahko vodimo dnevnik hvaležnosti, ki je v našem srcu. A veste, marsikdo se spomni grde besede kakšnega človeka, marsikdo se pa spomni nasmeha in lepega pogleda. In delimo hvaležnost z drugimi, ali pa recimo, če občutimo tudi tisto tiho veselje iz zadnjega kotička enega prijaznega pogleda, pa naj bo ta pogled magar samo na sončni zahod, če te že človek v oči ne more pogledati. A ne? Potem nesebična pomoč. Poiščimo priložnosti za pomoč drugim v svoji skupnosti, tem najbližjim, s katerimi smo vsak dan, ne da bi pričakovali povračilo. Ne pomoč z računico, ker je prazna, ampak pomoč iz srca. To pomeni prostovoljno darilo, darovanje časa ali pa sredstev, ali preprosto ponudbo pomoči sosedu ali pa prijatelju v stiski. Pomembno je, da delamo dobra dela, da so želje iskrene po prispevanju k boljšemu svetu. Ne glede na to, da država reče, če sosedu pomagaš, da delaš na črno, to je lari fari in tega nam nihče ne more vzeti, niti nihče prepovedati. In zakoni nas ločujejo. Nemogoče. Naslednja točka. Ključno je pri vsem tem, če se počutiš užaljenega ali užaljeno, zaradi neke izjave, zaradi karkoli že, je to, da vadimo, če že ne znamo direktno, da vadimo odpuščanje, da vsaj poskušamo razumeti in odpustiti zamere. To je negativno čustvo, ki nas obremenjuje in nas oddaljuje od sreče. Veste, odpuščanje ne pomeni v bistvu pozabiti ali opravičevati. To pomeni osvoboditi sebe od bremena preteklosti in se odpreti novim možnostim. Zakaj rečem od bremena preteklosti? Zato, ker če moraš nekomu odpustiti, pomeni, da se je že zgodilo. In če nas to skozi veže in ta nahrbtnik tako nosimo s seboj, veste, bo vedno težji. Dajte se sprostiti. Naslednja stvar je uporaba matematične logike za jasnost razmišljanja kot ena izmed rešitev. Torej, kritično vrednotenje informacij. Nihče ne razmišlja, da je to ključna rešitev za problem. Torej, kritično vrednotenje informacij. V poplavi informacij, kot sem prej rekel, v katerih smo pač vsakodnevno bombardirani, je ključnega pomena, da razvijamo veščine kritičnega razmišljanja. Kritično razmišljanje. Preverjajmo vire, prepoznavajmo pristranskosti in analizirajmo argumente na podlagi dejstev in dokazov. Ne izmišljevati. Dejstva, dokazi. To se je zgodilo, to je bilo tako, tu so dokazi. Če je drugače, prosim, me prepričaj, mi pokaži ti nasprotne dokaze. Če jih nimaš, potem pač je stvar taka, kot je predstavljena. A veste, kar preberemo ali slišimo,
in si ustvarimo lastno informirano mnenje, naj bo res na podlagi dejstev in na podlagi dokazov. Ne baba videla, baba rekla, baba kazala. Ne? In to se potem širi. Maže ime nedolžnih ljudi in veliko je takih, ki delajo ad homini, ki se ne spoznajo na temo, ki se obravnava, ampak grejo iskat po internetu, najde 10 let staro informacijo, ki nima nobene veze s tem trenutkom in ti potem v novo informacijo ponudi staro informacijo, ki je že prej izmišljena, ki je že prej bila z namenom in ta informacija še naprej. In tak človek, ki niti ne zna preveriti, meni je zelo žal, da taki ljudje še sploh hodijo po tem svetu. Naslednja rešitev. Ko enkrat obvladamo informacije, gre za sistematično reševanje problema. Veste, ko pride izziv, zdaj so zelo popularni, veste, ja, zdaj dobivam, da na sodišču blazno hitro izgubijo. Bom rekel, nekdo napiše oporoko, jo deponira na sodišče in pol gre k svetemu Petru in sorodniki iščejo tako imenovane oporoke in na sodišču naenkrat ni več oporoke. In je teh problemov zdaj, kakor hočete. Zakaj sodišče skriva oporoko? Ker če en človek, sin, hči, kdorkoli že dobo posestvo z oporoko, se to hitro zgubi, zato ker če je več otrok, potem vsakemu pripada po zakonu. Po zakonu pa pomeni sledeče, da se deli po deleži. In ko se posestvo razdeli, družina razpade, vsi se pokregajo zaradi izplačil in tako naprej, se pravi spet divide et impera. Pa je, da se ogromno oporok izgublja, tako da bodite pozorni. Vsi tisti, ki ste v situaciji, pojdite preveriti, ali je res deponirano, naredite si kopije, pojdite v sodno, pač v tist prostor, kjer imajo to shranjeno in zahtevajte kopijo in seveda lahko, ker imate pravni interes. Dajte okrog teh stvari, bodite pozorni, zaradi tega, ker se dogaja, zgleda, da po naročilu, ne vem kakšnem, in ljudi se siromaši. Kaj se potem zgodi, ko ti ljudje zgubijo posestvo, ko morajo vse prodati, se mora preseliti v mesto. In ko je v mestu, si v getu, si pod kamerami, si v mestu, si pod kontrolo, tu imaš stebričke z avtom, ne moreš nikamor, vse je turistično, mi smo zdaj tukaj Hollywood Ljubljana, tukaj je postal, bom rekel, en drug zabavni center za turiste, domačine se pa v celoti ignorira. Ne moreš poslovati, ne moreš delati, ker je zdaj pač mesto Ljubljana si uzurpiralo kompletno mesto in oni tržijo pač vsak centimeter javne površine, ki je naša, oni so samo skrbniki. Ampak ti ljudje si to kar lastijo, obnašajo se kot lastniki. In namesto tega uporabimo moder in sistematičen pristop, ljudem povejmo, kako je prav, kaj je prav in kaj ni prav. Definirajmo, lejte problem. Zato je treba zbrati resnične informacije, povedati, kakšna je pristojnost nekoga, kaj nekomu pripada, kaj ne. Razvijmo možne rešitve, ocenimo prednosti in slabosti vsake rešitve in izberimo pač najboljšo smer za pot naprej. Posvetujmo se, pogovarjajmo se, ne biti tiho. To je pomembno, ker nikoli ne veš, katera beseda najde pot za nekoga, ki za te ni pomembna, nekomu najde pa rešitev. Druga rešitev je potem, da uporabimo čustveno inteligenco, dragi moji, da se učimo prepoznavati in upravljati svoja čustva. Zavedajmo se, kako čustva vplivajo na naše vedenje in včasih mislim, da je boljše, da se umaknemo iz situacije, preden sprejmemo pomembno odločitev, da si nekaj časa tiho, da se umakneš kot, da razmisliš, magari moliš, magari se pogovarjaš z nekom. To je čas v zameno za razmislek in da se osredotočimo na dejstva, na realne stvari, tisto, kar obstaja. Naslednja točka je pa seveda nenehno izobraževanje, nenehno učenje, budnost. Danes sem se pogovarjal z eno gospo, je rekla, ko sem bila podjetnica, sem z odprtimi očmi spala. Zaradi tega, ker se mi je vsak dan nekaj dogajalo. Če ne država, pogodbe. Če ne pogodbe, finančne transakcije. Če ne finančne transakcije, dobave. Skozi moraš biti buden. Dajte, nikoli ne prenehajmo raziskovati novih področij znanja in širiti svoje razumevanje tega sveta. Naj bo še tako čudno, naj bo še tako bizarno, skušajmo raziskati in nepristrano razumeti stvar in jo seveda postaviti na tehtnico.
in berimo knjige, spremljajmo, ne vem, podcaste, predavanja, ki nas zanimajo, ki jih hočemo slišati, poglobimo stvar in potem iz teh najboljša zrna uporabimo. In pogovarjajmo se z ljudmi, ki imajo, pomembno je drugačna stališča, kajti le tako se lahko obogatimo. In nenehno učenje omogoča in meni in tebi, da ostaneva odprta za nove ideje in da se prilagajava temu neizmerno hitro spreminjajočemu svetu. Naslednja točka, življenje v harmoniji z naravnimi zakoni. Okay? Človek je prišel v lekarno, to mi je Borut pripovedoval. In Borut, če si z nami v lekarni, je tvoj prijatelj ali znanec ali sorodnik bil pred pultom in je hotel nekaj naročiti. A si tako prijazen in poveš to prigodo, Borut? Če si z nami. No, sem seveda, poslušam. Ja. Lej, to je bil moj brat, ne? Aha, ok, no povej. Je prišel za te nadomestke za prehrano, ne? Pa je slučajno s to farmacevtko govoril, jo je tam vprašal, kako je s tem, je rekla, ja, da se to vse potegne ven iz rastlina, ne? Pa zelenave, pa to, da dobijo te izvlečke, ne? Ja. No, pa prav, pa je pa malo je okoli obračal, ne? Je pa sama rekla, no, se to je že tako vse okužen, hrana, pa vse je že taka deformirana, pa to. Je rekel, ja, kako, če ste rekla, da to da je naravno. Preparati, da to naravno dobiva. Ja. In je rekel, je čist vrtu in je dobil bistvo, ne. Pa je pa nankrat kar na to korono prešal to, v debato, In pa pol ona rekla, veste, ta korona, ki je bila to, kar je bilo, je bilo, je rekla, ampak se v zadju še hujše stvari pripravljajo, To je bilo, In pol prav, in rekel, veste, gospa, kaj pa je to, če mi poveste, je rekla, ne, to moram pa jaz, imam poslovno molčečnost, da molčim okoli tega, ne smem. Je rekel, veste, to je zlo, je rekel, na kratko, Je rekel, mislim, da imate vi etiko, ki teh stvari ne bi smeli početi, to, kar počnete, In se je samo obrnil in je šel pol ven, mu je vse dol padel in ni nič vzel pol v lekarn teh stvari, ki je šel vprašati, in tako da Borut, oni vse vejo, kaj pripravljajo, kaj pelejo v zadju, vse oni vejo, tako so vedeli tudi, se je korona pripravljala, Tako da prihajajo, ja, res. Borut, srčna hvala, ker si z nami to podelil in sprejel ta moj izziv, da sem te povabil k tej besedi. Iskrena hvala, ker to, kar si povedal, je tudi ključno sporočilo ob 200. bom rekel, našem srečanju. Bodimo pozorni na znake. Lahko bi tvoj brat o tem nikomor ne povedal. In če ne bi nikomor povedal te besede, je tudi ti ne bi slišal. In če ti ne bi slišal, mi danes tukaj ne bi slišali. Poglej zdaj, koliko ljudi je in še bo slišalo zadeve. In so ljudje, ki so tiho, ki so na pozicijah, ki morajo biti tiho zaradi pogodb, ker se bojijo, da bodo službe izgubili in tako naprej. Ampak ko govorimo, da moramo živeti v harmoniji z naravnimi zakoni, to je ta naslednja rešitev, se ob vsem tem, kar si ti povedal, zastavlja vprašanje, kakšno je pa sploh še lahko kaj naravnega. Skrbimo za svoje fizično, mentalno in duhovne zdravje, rečemo, ali pa nam narekujejo, jejte uravnoteženo prehrano, redno telovadimo, dovolj spimo, preživljamo čas v naravi, ki je vsa pošpricana, preživljamo čas in se posvetimo aktivnostim in da bomo polni energije. Ja, kako, če se te stvari dogajajo, kot si ti povedal, prvič že dobiš deformirano hrano, deformirana dopolnila in tako naprej, a po drugi strani pa še strah, kaj se bo zgodilo in kaj se pripravlja. In to ni prva informacija, ki je prišla na okolje. Zato je v tem času, zdaj, ki je pomlad in ki prihaja poletje, da naberemo energijo, zelo pomembna še ena rešitev, itak jo vsi vemo, ampak fajn je, da tudi povemo na glas, povezava z naravo, da redno preživljamo čas v naravi, da, gledajte, tako hitro gre vse, da ciklov sploh več ne opazimo. Pomlad, jesen, zima, sploh leto mine, kot da tega ni več. Včasih smo samo barve šli gledati.
v gozd, jesenske. Spomladi smo šli v hrib, pa zvončke iskati, prve, ki so, kdo bo prvi zvonček našel, ali pa prvo rožico. Kaj mislite, kje je zdaj to? Ali pa poleti, morje in dopust, svež zrak, voda. Po zimi je bil čas za smučanje. Koliko ljudi danes pa ima to možnost, kot včasih? Tako da poslušajmo zvoke narave in se prepustimo njenemu miru, pa poiščimo pot, pa ne rabi biti prestižna, ne vem, smučanje, Karibsko morje, preprosta stvar, tukaj in zdaj, ker imamo vse prelepo, Slovenija je prečudovita dežela, da se prepustimo temu miru, ker narava nas uči o sožitju in o povezanosti med seboj, med naravo in seveda stvarstvom. Naslednja stvar je pa, da si zagotovimo trden življenjski slog. Naš trden življenjski slog, živimo trajnostno in spoštujmo okolje. Trajnostno je taka grda beseda, trajno, trdno, ne? Da je za pričakovati, kaj se bo zgodilo. To je mišljeno. Zmanjšamo svojo porabo, reciklirajmo, uporabljajmo javni prevoz, ne vem, zeleno gibanje, kot ga tukaj v Ljubljani smo prisiljeni uporabljati, ne? Ne rečem, ampak kar se tiče pa lokalne hrane, je pa prav treba dati kmetu prvo pozornost in podpirati podjetja, ki delujejo ne navidezno odgovorno, ampak v resnici odgovorno. To je zelo pomembno. Naslednja točka je zavedanje medsebojne povezanosti. Da se zavedamo, da smo medsebojno odvisni, da razumemo del tega ekosistema in da so naše dejanja pomembna. Če jaz nekaj naredim slabega, se to slabo širi. Če naredim dobro, se širi dobro. Zavedati se moramo, kako naše odločitve, vsaka beseda, vsaka odločitev vpliva na druge. Vseeno, na živali, na okolje, dajmo si prizadevati za pozitivne, dobre spremembe. In zdaj to, kar je Borut omenil. Posebna priporočila za čas, ki prihaja. Za čas, ki prihaja. Ohranjajmo kritično distanco do medijev. Prosim. Potem podpirajmo lokalne skupnosti, zbirajmo se. Podpirajmo naše slovenske podjetnike, obrtnike, umetnike z nakupovanjem v lokalnih trgovinah. Pustimo te maksimarkete pa vse to. Če si v mestu, če nimaš druge možnosti, ampak vse v soboto imaš tržnico, sicer je tudi vprašanje, od kje to pripeljejo, ampak vsaj človek pripelje in ima drugo energijo, ne? Potem, da krepimo medsebojni pogovor, odnose, da se srečujemo, da si pišemo, da si pomagamo in da tudi razumemo, če človek kdaj ne more ali kakorkoli, da znamo to vzeti v zakup. In vzemimo si čas, predvsem za naše najbližje in negujmo medsebojne odnose. Družinske vezi so ključne v tem času, kajti ko pride čas, se bomo tako rabili drug drugega, da je treba zdaj to krepiti, te odnose. Ne se deliti, ne se kregati, poslušajmo, podpirajmo in ustvarjajmo skupne spomine, tako kot danes to počnemo, ker pristni odnosi so ključ do sreče in izpolnjenosti. Zdaj, da pa vse to lahko naredimo, je pa negovanje mojega notranjega miru. En član je prej bil tukaj, je rekel: Mihael, hvala ti za toliko informacij v 5 letih, je prišel pogledati, se zahvaliti. In rekel, ti si mi dal ene take ideje, ker jaz sem zdaj notranje veliko bolj miren, ko se z nekom pogovarjamo o določenih stvarih, ki jih prej nisem poznal. Sem postal nemiren, ker nisem imel informacije, sem se jezil, sem ne vem kaj počel, zdaj pa se lahko pogovarjam, vem, se zavedam, tudi če imam recimo kakšno stvar narobe ali je pa ne poznam, sem veliko bolj miren, zaradi tega, ker vsaj nekaj vem v tem kaotičnem svetu, ki nas obdaja in je ključnega pomena, da negujemo notranji mir. Torej, sporočam vam, da kliče še enkrat podpredsednik Egidi in ga bom zdaj priključil v eter. Dober večer. Ja, Egidi, si z nami? Živijo. Aha, malo zamuja. Mihael, bom na kratko ti povedal, zelo dobro si nam danes povedal, vse stvari se strinjam s teboj, kako lepo si začel o sejalcu in sem rekel, da bom dal repliko, evo, minuto bom rabil.
Izvoli. Posejal si, zelo lepo si posejal in odpuščanje pomeni, dajte se sprostiti. To si zelo dobro povedal. Dajte se sprostiti. In ko odpustiš, se sprostiš. To je ena zadeva, druga zadeva. Začnite govoriti resnico, kakor jo vi poznate besedo resnica. Jaz uporabljam drugo besedo, tisto, kar je res ali pa je resa. Zato, ker ko vidiš, ko začneš govoriti resnico, dobiš pogum. Ja, je res, Egidi. Dobiš pogum in tudi, ko boste vsemu vse odpustili, vas ne morejo zlomiti, zato ker Bog stoji na tvoji strani. Ker rekel, če boste vi odpustili, bom tudi jaz vam odpustil vaše napake. Ja. Tretja stvar pa, si nisem zapisal, zdaj sem jo pozabil, ampak hvala ti. Kratko pa je Renato, dve stvari bo dovolj. Hvala lepa, Egidi, da si to zaznal in da si dal feedback. A veste, ljudje, vsi, ki nas poslušate tudi na Zoomu in tukaj, ko vas jaz povabim k besedi, pa nihče nič ne reče, je včasih malo čuden občutek, če pride pa tako, od poziv, vidite, ki ga dobimo, pa če nekdo tudi sem pride, pa kaj lepega pove ali pa kakšno svoj odziv, lahko tudi kritiko, karkoli, je pa to, rastemo skupaj s komunikacijo, to je zelo, zelo pomembno. Tako da Egidi. O dobroti in o solidarnost. Ja. Solidati, ne soldat. Dajmo trenirati do jesen blagovno menjavo. Moj primer, jaz nisem imel denarja, sem rekel, šel mi na koncert, organizator je rekel, ja dobro, pa imaš. Se je, ko ne vem, če sem govorim, super, pa daj mi nekaj kil česna. Sem mu dal nekaj kil česna, sem imel karte za koncert. Vidiš. Probajte, dajte trenirati do jesen, blagovno menjavo, zato ker jo bomo uvedli, ko bojo digitalni evro sprejeli. Mogoče lahko rečeš ne samo blagovno idejo, ampak tudi idejo, ki je človek mal, pa znanje je ravno tako blagovna ideja. Feničani so naredili denar pred 6000 leti, do takrat so pa čudežno vsi brez denarja preživeli. Dajmo o tem malo razmišljati. Res bravo, to je pa tako lepo povedano. Hvala ti, dragi Egidi, in še enkrat lepo zdrav. Lep večer, lahko noč. Lahko noč, hvala. No, vidite, podpredsednik društva Egidi Selinšek je rekel, posvetimo se drug drugemu, naredimo blagovno menjavo, ti ven krompirja, s tebi pritožbo, oba imamo znanje, en na nivi, en tako. Če ni financ, kjer pač jih zdaj trenutno še vsi rabimo, a ne, je pa tudi to zelo pomaga, tako da tudi z drugimi aktivnostmi si lahko na nek način pomagamo, ne samo umiriti ampak predvsem, dragi moji, najdeš notranji mir in najdeš harmonijo sam s sabo in pa neko sigurnost, ker veš, da ti nekdo stoji ob strani, da se lahko za eno stvar na nekoga obrneš in da lahko za to, ker se lahko k njemu obrneš, tudi mu to uslugo na nek način vrneš. Da gre za to notranjo energetsko izmenjavo. Dragi člani društva Belis, ne pozabimo, da je pot do sreče, tako kot je Egidi lepo povedal, to ni cilj. Sprejmimo izzive in neuspehe kot priložnost za našo rast in za naše učenje, vsakodnevno učenje, brezpogojno ljubezen, matematično logiko in spoštovanje vseh naravnih zakonov, tako kot imamo v našem statutu to zelo lepo zapisano. Na tak način si lahko ustvarimo življenje, ki je smiselno, ki nas izpopolnjuje, v nas naredi harmonijo in harmonijo s svetom okoli nas. Ampak bodimo kritični. Glejte, naj bo naše duhovništvo v duši in naj bo naše društvo svetilnik upanja in navdiha za vse, ki si želijo živeti srečnejše in bolj odgovorno življenje. Hvala vam za nocoj, za vaš posluh. Dragi Egidi, tebi hvala za posredovano besedo. Hvala še enkrat vsem vam, ki nas spremljate v živo in vsem vam, ki ste se odzvali danes v društvu. Hvala za vse darove. Priporočamo se v društvo, ker smo imeli določene stvari,
določene težave, določene nepredvidene stvari tudi z drugo državo, kjer pač imamo te stvari urejene, ker so uvedli nova pravila, nove davke, vse je prišlo nepredvideno, tako da se priporočamo za podporo. Za ta večer pa vam želim še lep večer naprej.